Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši današnji tedenski izdaji. Pusta smo dali skozi, upamo, da je pregnal zimo in vse nadloge, ki so nas pestile v roku enega leta. Upamo torej na prijetnejšo pomlad, da bo tako, seveda poskrbimo zase in tudi za druge, ostanimo zdravi. Pa podružimo se, kolikor nam bo seveda dovoljeno ob upoštevanju vseh ukrepov. Tako je tudi v Celjski osrednji knjižnici. Danes se dotaknemo malo najmlajših, kaj lahko počnejo v Celjski knjižnici in kaj zanimivega pripravljajo, da jih spet povabijo v svoje prostore. Z nami bo Ida Kreča iz Osrednje knjižnice Celje. V studiu jo pozdravimo čez trenutek. Tako, zdaj pa v našem studiu že pozdravljam Ido Kreča. Ida, dober večer. Dober večer. Seveda z maskami, z vsem upoštevanjem vseh ukrepov, kar smo že zdaj vsi prav dobro vajeni in kar bova opozorili tudi vse tiste, ki bodo pa v prihodnjih dneh lahko prišli v knjižnico. Knjižnica je namreč zdaj odprla svoja vrata. Tega smo se vsi zelo veselili. Kar pomeni, da je tudi Miško Knjižko pa zdaj že prišel od dela, od doma v službo. Ja, Miško Knjižko je prav gotovo že prišel, pravzaprav že zdavnaj je prišel. Zdaj moram reči, da je zelo vesel, ker pač seveda knjižnica brez obiskovalcev ni prava knjižnica. Knjižničari smo v službi ljudi, ki prihajajo v knjižnico in knjižnica brez otrok, brez staršev, brez tistega živžava je pravzaprav ena žalostna podoba. In seveda, kolikor se je dalo, smo si knjižničari v Celjski knjižnici prizadevali v teh preteklih mesecih, da bi vendarle dostopnost omogočili tudi vsem tistim, ki so morebiti malo vešči tudi, da si urejajo stvari preko spleta. Na vse smo pomislili, opozarjali smo jih na vse ugodnosti, ki jih lahko imajo tudi v tem času. Pa vendarle se mi zdi, da tako kot sem že rekla, knjižnica je takrat knjižnica, ko so v knjižnici vsi tisti elementi, kot rečemo knjižničari, ki so za eno knjižnico pravzaprav potrebni. To so knjige, je knjižnična zbirka, so obiskovalci, je lep urejen knjižnični prostor in seveda knjižničari, ki čakamo na ljudi. No in knjižničari, kot si omenila, tudi Miško Knjižko ni počival. Tako niste tudi vi ne počivali, zdaj, ko so bila na nek način vrata knjižnice zaprta. Ampak vseeno, izposoja je potekala, vse je teklo normalno, ne skoraj da. Tako. Prizadevali smo si ljudje nekako obveščati, da kljub temu, da si pravzaprav ne morejo sami sprehajati med knjižnimi policami, da si ne morejo sami zbirati. Te stvari so bile pač tudi omejena, je bila ta dostopnost do gradiva. Kako pravzaprav si naj pomagajo, ali preko spleta so si naročali knjige, gradivo, kar je sicer že tudi kar ustaljena praksa in se tega tudi v običajnih razmerah mnogi poslužujejo. Za vse tiste pa, ki so tega manj vešči in prej tega niso bili vajeni, smo pa tudi nekako smo jim ponujali telefonske številke, na katere so lahko poklicali in se dogovorili s knjižničari, da smo jim pripravili določeno gradivo. Zdaj odrasli so imeli že bolj izostren ali pa že točno določeno gradivo, bom rekla tudi po naslovih, z avtorji in z naslovi, torej točno določeno gradivo, ki so ga želeli rezervirati. Pri mlajših je pa stvar drugačna. Veliko težje si je rezervirati in naročati gradivo. Bolj so starši poklicali in so rekli, ne vem, imamo toliko in toliko starega otroka, bi radi na določeno temo, knjige, ne vem, eni so imeli raje o dinozaurih, drugi bolj mogoče zaletele zimsko tematiko, ki je bila, ali pa prej že božično, novoletno, skratka. Na osnovi nekega pogovora smo potem knjižničarke knjige pripravile in so jih knjige čakale pri izposovalnem pultu. No, potem pa seveda smo pa ugotovili, da so pa mnogi prihajali v knjižnico in kljub temu, da so si kaj naročili, pa da jih je kakšno gradivo že čakalo, ne vem, so si zaželeli še kaj več in za vse tiste smo potem pa pripravili bralne vrečke, presenečenja. Čakale so tako odrasle z različno tematiko in seveda tudi za naše otroke smo vse to pripravili po različnih starostnih stopnjah.
Tukaj so pa prijatelji Miška knjižka tudi odigrali pomembno vlogo. Saj veste, da ima Miško knjižko kar nekaj prijateljev, ne? Ima Malčko Bralčko, pa ima Oliverja knjigožerja, pa ima Živka Nagajivka. Tako da vsi ti prijatelji so Miško knjižko pomagali in na paketkih pričakovali pač tiste bralce, za katere so bile pač knjige v paketkih primerne, ne. Tako da moram reči, da je bil odziv pri naših obiskovalcih zelo lep in so res kar pohvalili, a ne, pač tudi to idejo za te bralne paketke, tako za odrasle kot za otroke. In moram reči, da smo jih kar zelo, zelo veliko pripravili, okrog 1000 teh paketkov so si že ljudje izposodili. In seveda to je potem ena tako zadoščenje čutiš, ne, da nekaj dobrega storiš, da smo vsi zadovoljni, in obiskovalci in knjižničarji. Tako. No, še bolj privlačno za oko pa so tudi paketki, ki pa jih zdaj pripravljate od naslednjega tedna naprej, oziroma bodo na voljo v knjižnici. Midva imava dva tudi tukaj, Ida, prinesla si jih zraven. Zelo simpatični paketki, zdaj pa ne vemo, je noter krema za sončenje in sončna očala, pa gremo na dopust, ali je kaj drugega? V teh čudovitih paketih, škatlah, kovčkih, ja. Kaj imamo tukaj? Ja, to, kar se za vsak kovček spodobi. Mi smo to poimenovali knjižno prtljago. Knjižna prtljaga. To so pravljični kovčki in seveda v vsakem kovčku se skriva drugačna zgodba. Oziroma, tako bom rekla, v kovčkih so knjige. Knjige, ki se po svoji vsebini dopolnjujejo, ki smo jih knjižničarke prepletle, povezale in praktično potem iz njih naredile eno čisto novo zgodbo. In vsak kovček ima svojo zgodbo. Zdaj, jaz sem prinesla dva primera kovčka, ki sta pač zelo sta lepa, ne. Tale, ne vem, ni samorok, ne vem, kaj bi pravzaprav bil, tale skriva pravlično bitje. Ja, pravlično bitje. Skriva v sebi, mislim, da se kovček imenuje Flamingo, in skriva v sebi zgodbe o sreči, o pujskih. Pujski so ena taka prispodoba za srečo. In tak vesoljski je pa pravzaprav prinaša knjige, to je pravzaprav ena raketa, ne, ki poleti v nebo, in ta raketa ima knjige o vesolju, knjige o vesolju, kjer se pač otroci podučijo o tem, kaj je to vesolje, en tak pregled, a ne, potem zgodbe o tem, o raketah, o astronavtih. Pomembno je pri teh kovčkih je to, a ne, da smo vsem tem pravljicam in zgodbam dodali tudi poučne vsebine in pa tudi vsebine, ki nekako starše nagovarjajo in otroke, celo družino, da po prebranem tudi kaj ustvarjajo, ne. Zdaj, ali naredijo kakšne predmete, ali smo priložili kakšne ideje, kako kaj se likovno izraziti. V mnogih kovčkih so tudi pesniške zbirke oziroma kakšna pesmica je priložena, kjer nagovarjamo, naj se starši in otroci skupaj naučijo. Kovčki so pravzaprav ena taka zaokrožena celota vsega tistega, za kar smo večkrat ugotavljali, ko smo se tako pogovarjali s starši, da jim je to dobrodošlo. Namreč pravljične ure za starše, ker smo knjižničarke tako skupaj s vzgojiteljicami, lahko nekako staršem pripovedovali o tem, kako zelo pomembno je branje in kako zelo dobro je, da otroka tudi kmalu vpišemo v knjižnico. Tam smo nekako tudi vedno knjižničarke staršem dajale na vpogled ali pa smo jim nekako predlagale določene naslove knjig, seveda primerne starosti njihovim otrokom. In poleg tega vse to, kar lahko oni sami naredijo, kako se lahko s knjigo poigravajo. In to je bilo staršem zelo všeč. In so večkrat tudi potem spraševali in na tak način delamo tudi knjižničarke, ko se pripravljamo na pravljične ure. Bodisi tiste pravljične ure, ki jih imamo popoldne, ob sredah za naše obiskovalce,
ali pa tiste pravljične ure z bibliopedagoškimi vsebinami, ki jih pripravljamo knjižničarke za dogovorjene obiske iz vrtcev, tudi iz šol. Tako da to je en tak povzetek vsega tega. In ne glede na to, zdaj zaenkrat, ko v knjižnici najbrž nekaj časa ne bo prireditev, teh pravljičnih ur in ostalih dejavnosti, ki jih imamo, bo to nekakšen nadomestek. Prepričana pa sem, da tudi takrat, ko bo dejavnost v knjižnici že res zaživela, tako kot je to običajno, bo to vseeno en tak pripomoček staršem doma. Ja. Kako dolgo pa lahko imamo te paketke? Zdaj, tele pravljični kovčki bodo potovali na dom, vsak kovček bo lahko na počitnicah pri družinah 14 dni. Super, ker je ogromno materijala, je kar dosti. Gotovo. Zdaj, odvisno kako bo, zdaj smo v pričakovanju, kako bo to sprejeto, jaz upam, da bodo ti kovčki veliko potovali, ker kovček mora potovati, ne sme biti doma. Sploh zdaj, ko so potovanja malo omejena, jaz upam, da bo tako potovanje domišljije in pravljic še posebej dobrodošlo. Če seveda se bo pa dalo, to je knjižnično gradivo, ki ima vse lastnosti ostalega knjižničnega gradiva in se da ravno tako podaljšati kot tudi vse ostalo, če si bi kdo to želel. Tako, je pa 17 teh kovčkov? Ja, 17 kovčkov je. Nekateri kovčki, tako kot recimo tale raketa, že kar na zunaj nekako nakazujejo, kaj se skriva v teh kovčkih. Tako imamo tudi kovček gasilec, tam sigurno bodo našli o gasilcih, reševalcih. Zdelo se nam je pa pomembno to, zdaj ko govorimo o gasilcu in reševalcu, da smo poleg, pa marsikje tako v drugih vsebinah smo tudi dopolnili, a veste, spodbujamo pogovor staršev, recimo, ko se preberejo zgodbice o gasilcih, kako je bil en požar v gozdu, potem tudi nekako napeljamo na to, na zgodbice, ker se lahko otroci poučijo o tem, kaj pa storiti, recimo, če pride do požara, katero telefonsko številko poklicati, kaj recimo storimo, da smo varni tudi v svojem domu, kaj je zdaj tisto, kar je nevarno, na to smo se tudi opozorili. Recimo pri zgodbe o zmajih smo izpostavili tudi čustva, tam imamo enega zmajčka, ki je sicer prijazen, ampak včasih bruha ogenj, ali tudi ljudje kdaj bruhamo ogenj, najbrž ga, in kaj zdaj to pomeni, v teh čustvih tudi, to se pravi, zelo raznolike vsebine so v kovčkih, ampak vse nekako zaokrožijo na koncu kot celota, in to moram še povedati, mi smo priložili v te kovčke tudi priprave, navodila, kako naj starši posegajo po knjigah, katero najprej, katero potem, ki dopolnjuje prvo in tako vse do zadnje. In en zadnji korak nekako nagovarja starše, da kakšen odziv na te kovčke, ali če bodo naredili kakšen lep predmet, ali če se bodo naučili kakšno pesmico, ali če bo nastala pri tem kakšna risbica, naj nam pošljejo in bi potem mogoče res naredili eno tako razstavo, ali pa bi jih objavili, tako da bi imeli tudi eno tako povratno informacijo, kako so zdaj ti kovčki, kako je ta prtljaga, kakšno mesto je našla v njihovem domu. Tako, zelo dobro. Od ponedeljka dalje, torej, Ida, čeprav bomo tudi mi prišli s kamero, da pogledamo, kateri so še ostali kovčki, pa da vidimo, kako bodo otroci z veseljem jih potem popeljali na svoja popotovanja v svoje domove. Vse informacije pa kako in kaj ste odprti, vse ostalo, kar zanima vse nas, ki obiščemo osrednjo knjižnico Celje, pa najdemo še vedno na spletu. Lahko tudi pokličemo, ne? Tako, ja. Bomo izvedeli vse informacije. Na spletni strani so vse informacije, tudi kar se glede kovčkov tiče, to vse bo, na spletni strani je že zdaj tudi en filmček, ki govori o teh kovčkih, tam pripovedujemo, s kakšnim namenom smo jih pripravili. Te kovčke si bodo lahko starši in otroci skupaj seveda izposojali prav v naši knjižnici, v knjižnici pri Mišku Knjižku, kjer sicer običajno ne poteka izposoja, mi imamo tam knjigomat, ampak knjižničari tam ne izposojamo gradiva, tukaj pa bo ena izjema, ravno zaradi tega, da bomo knjižničarke staršem tudi pokazale, razložile, tako da izposojali si bodo v knjižnici pri Mišku Knjižku, jih tam tudi te kovčke vračali,
V kovčkih, kot sem že rekla, bo poleg knjig in zgodb bodo tudi priprava, nekakšna priprava, kako s to prtljago postopati, hkrati pa tudi ena navodila, ker pač malo opozarjamo tudi na to, kje si izposojajo, kje vračajo. No, vse zadnje, kako tudi paziti na kovčke, da bodo čim dlje ostali lepi, pisani in pravlični. In seveda v teh zloženkah bodo tudi seznami vseh kovčkov, tako da bodo imeli starši, ko bodo prinesli domov en tak vpogled, kaj ponujajo drugi kovčki in kakšni kovčki so na razpolago. Zelo dobro ste se spomnili tega. Se mi zdi, da ste kar edinstveni o tem, še nisem zasledila, da bi bilo kaj podobnega. Čeprav te vrečke presenečenja ste že imeli v Srednji knjižnici Celje. Mislim, da tudi se spomnim pred leti že skozi poletje, tole pa res je taka zanimiva ideja. Tele kovčki so zdaj v naši knjižnici so res novost. Zdaj moram reči tako, da različne knjižnice imajo, so že tudi ponujale pravlične nahrbtnike, pa neke čudežne kovčke, pa se veste, vsi se nekako trudimo vzbuditi, predvsem vzbuditi zanimanje za knjižnico in vse tiste, ki pridejo nagraditi s kakšnimi simpatičnimi, luštnimi stvarmi in vse to seveda z namenom promocije knjižnice in promocije branja, ker promocije branja, tisto, kar je pač naše glavno vodilo, ne moremo izvajati, če nimamo ob sebi pač uporabnikov, če nimamo nikogar, ki mu lahko priporočamo, kaj bi naj brali in zato se moramo potruditi tudi za promocijo knjižnice, torej za promocijo in kot vabilo ljudi v knjižnico in šele potem lahko mi delamo tisto, kar zares moramo delati, promovirati branje, obiske družin, otrok in pravzaprav vseh generacij. Čeprav Srednja knjižnica Celje se mi zdi skozi leta izjemno radi vas pridemo obiskati, radi pridemo skozi police, tako na oddelek Miška knjižka. Zdaj, edino, kar nas je malo zaustavilo, so ti časi, v katerih smo zdaj v zadnjem letu, ampak tudi to bo minilo. Se tudi v knjigah imamo zgodbe takšne in drugačne, pa naj se vse končajo srečno. Tako. Ida, hvala lepa za tale obisk. Zdaj jaz verjamem, da boš ti z veseljem odpotovala s kovčki nazaj v Srednjo knjižnico oziroma k Mišku knjižko, ki pa bo tudi lepo kovčke zložil in od naslednjega tedna torej jih ponudil vsem najmlajšim. Od ponedeljka naprej bodo kovčki dostopni za to, da odpotujejo. Tako. Hvala lepa, srečno Ida in se vidimo v knjižnici. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Meeteam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever
Klevertač pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Klevertač bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, en darilni bon. Mi pa na upravno enoto Celje. Tudi danes je z nami načelnik Damjan Vrečko. O čem govori? Poslušajmo. Ali lahko dobim osebno izkaznico v nedeljo? Ob sobotah, nedeljah in ob praznikih ni uradnih ur. Zato v tem času ni mogoče dobiti osebne izkaznice. Z ločeno ženo sva dogovorila skrbništvo za sina pri njej oziroma živi v njenem stanovanju. Sin je star 7 let, zanima pa me, ali potrebuje in v katerih primerih moje soglasje pri izdaji osebnih dokumentov, spremembi priimka ter stalnega prebivališča. Mladoletni osebi se lahko spremeni osebno ime na prošnjo zakonitih zastopnikov. Če zahteva spremembo osebnega imena skrbnik oziroma skrbnica, mora v tem primeru soglašati tudi pristojni center za socialno delo, ki mora pri tem upoštevati največje koristi otroka. Kadar starši živijo ločeno, lahko zahteva spremembo osebnega imena otroku tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša tudi drugi od staršev. Če drugi od staršev ne soglaša s spremembo osebnega imena mladoletnemu otroku, jima sporazumno odločitev pomaga doseči center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o otrokovem novem osebnem imenu, o utemeljenosti zahtevka odloči sodišče v nepravdnem postopku na predlog enega ali obeh staršev. Predlogu mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovem sodelovanju poskušala sporazumeti o otrokovem novem osebnem imenu. Preden sodišče odloči, mora pridobiti mnenje pristojnega centra za socialno delo o koristi otroka. Odločba sodišča o utemeljenosti zahtevka mora biti priložena zahtevi za spremembo osebnega imena mladoletni osebi. Soglasje drugega od staršev ni potrebno, če eden od staršev ni več živ, ni znan, njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta starševska skrb. Če se spreminja osebno ime mladoletni osebi, je potrebno tudi njeno soglasje, če je otrok že dopolnil 9 let in je glede na svoj osebnostni razvoj sposoben izraziti svojo voljo. Pri prijavi stalnega prebivališča mladoletni osebi oziroma posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče na naslovu, kjer stalno prebiva, oba starša. Lahko pa tudi samo eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik.
V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih, ali se z otroki seli samo en starš, ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, je potrebno soglasje drugega starša. Soglasje drugega starša pa ni potrebno, če otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev, če se prijava izvaja za otroka tujca, če otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo, če je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča, če prebivališče drugega starša ni znano, če je drugemu staršu odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica in če je drug starš zadržan izvrševati roditeljsko pravico. Pri izdaji osebnih dokumentov, torej osebne izkaznice, potnega lista, za državljana mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo njegov zakoniti zastopnik. V primeru, da starša ne živita skupaj, se morata z izdajo osebnega dokumenta strinjati oba starša. Ob podaji vloge je potrebno zato priložiti pisno soglasje drugega roditelja oziroma pravnomočno odločitev sodišča o dodelitvi otroka v varstvo in vzgojo. Podpisa na pisnem soglasju ni potrebno overiti. Vkolikor se starša glede izdaje osebne izkaznice ali potnega lista mladoletni osebi ne bosta sporazumela, ju bo upravna enota napotila na pristojni center za socialno delo, ki jima bo pomagal pri sklenitvi sporazuma. Če se starša ne bosta sporazumela o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, bo o tem odločalo sodišče v nepravdnem postopku. Toliko v naši današnji tedenski izdaji. Še enkrat torej Osrednja knjižnica Celje je zdaj odprta. Ob upoštevanju vseh navodil boste končno lahko torej knjigo izbrali tudi sami in jo seveda odnesli domov. Za najmlajše pa torej zanimivi bralni potovalni kovčki, ki pa ponujajo ogromno presenečenj. Vse ste izvedeli v našem pogovoru, absolutno pa seveda obisk knjižnice prinaša še več informacij. Lepo se imejte, ostanite zdravi in se vidimo spet proti koncu februarja. Srečno! Kaj še bomo pa zdaj? Nič več.